Na prelomu mandatov različnih vlad so med najbolj prepišnimi kadrovskimi položaji vodstveni v energetiki. Nadzorniki holdinga Slovenske elektrarne, ki so se po nedavnih zamenjavah po večini videli prvič po prevzemu položaja, so včeraj zamenjali poslovodstvo HSE-ja. Z položaja generalnega direktorja so odstavili Stojana Nikolića in na to mesto imenovali Viktorja Vračarja, njemu ob bok pa postavili še člana, ki sta blizu koalicijski Novi Sloveniji. Več Maja Derčar. Skupina Holding Slovenske elektrarne v lasti države z 1,5 milijarde letnih prihodkov, s številnimi odvisnimi družbami in 3000 zaposlenimi je zlasti zaradi investicije v TEŠ 6 in nizkih cen energije že leta v finančnih zagatah. Stojan Nikolić, užival je podporo strank prejšnje vlade, zlasti SD, tudi SAB, je holding Slovenske elektrarne kot generalni direktor vodil dobro leto in pol. Še prej od 2014 je bil njegov finančni direktor. Preživel je menjave 3 svojih predhodnikov. Kot prekaljeni finančnik ni vedno užival zaupanja, tudi pod prejšnjim nadzornim svetom ne. Nova vladna garnitura se ga je odločila zamenjati prek Slovenskega državnega holdinga in ta prek novih nadzornikov HSE-ja, ki jih vodi sicer direktor Snage Maribor Franc Dover. Po nekaterih interpretacijah je bila operacija menjav na vrhu HSE pravzaprav operacija odstavitve Nikolića. Zaposleni so bili pri tem vzdržani. Posloviti se je moral tudi poslovodni direktor Mirko Marinčič iz kvote LMŠ. Nikoliću bodo najverjetneje na mesto zaposlitve na drugem delovnem mestu ponudili odpravnino. V njegove čevlje na čelo HSE-ja stopa še en dozdajšnji poslovodni direktor HSE-ja in generalni direktor TEŠ-a, dr. Viktor Vračar. Ta velja za strokovnjaka, ki uživa dovolj spoštovanja. Vračar ne sodi zares pod strankarsko okrilje, čeprav je še najbližje SMC-ju. Za celotno operacijo menjav na vrhu HSE po neuradnih informacijah stoji koalicijska Nova Slovenija, seveda v dogovoru z SDS. Poleg Vračarja bosta v upravi še pravnik Uroš Podobnik in zgolj začasno Andrej Janša, oba blizu NSI-ju. Novo vodstvo HSE je trenutno med drugim pred refinanciranjem dolga. Sicer pa je skupina HSE lani dosegla rekordne rezultate, ki jih sicer vedno kvari naložba v TEŠ 6. Brezposelnost je oktobra ostala skoraj enaka kot septembra. Ob koncu oktobra